Ja, naprej. To ste sami naredili. Ja. Živijo, Ivan. Jakob. Živijo. Kristjan. Koliko časa sta pa tole delala? Grobo je bilo narejeno že doma. 1 leto sem počasi v službi, potem smo pa sem postavili, pa je on, pa še nekaj kolegov pomagali to sestavljati. A se lahko dotikamo tega? Ograje lahko, drugega pa ne. Koliko so pa tukaj mi vidimo? Na zadnje, ko sem štev, je bilo okoli 150 tovornih vagonov, pa potniški še nekaj, pa lokomotiv je bilo 50, zdaj pa že večja števila. Narejeno je vse, tudi hiše, če jo kupiš, moraš sestaviti, vse je to v delih. Pokrajina je narejena, most je narejen iz kosov, pa so določeni detajli, tale Šentrupert, to je detajl resničnega postajališča z Dolenjske proge. Merilo je 1:87, ker to je HNIC sistem, vse lokomotive, vagoni so v merilu 1:87. To se pravi, da so 87 manjši od resničnih. Te lokomotive, ki so tukaj, so lokomotive, ki so vozile na naših tirih in ki še vozijo na naših tirih. Ta lokomotiva je prišla na Slovenske železnice v letu 2006. To je bila prava revolucija, v bistvu smo takrat naredili skoraj 40-letni preskok. Zakaj ima to podjemnikov na strehi? Zato, ker lahko vozi v celotnem evropskem omrežju, ker deluje v vseh sistemih napetosti. A lahko mi tukaj pomagava pri gradnji? Lahko tule probata malo travo posaditi. To je naprava Grassmaster. Prvo tole namašta z lepilom, tole, en del samo do tega. Za posipavanje tega, če imaš 2 tira, meter proge 1 uro. Potem bo ta lahko zbrala letni čas, kakšen četrti travo. Kjer letni čas bo pa mila? Ne vem, jaz bi rad tako bolj svetla trava. Zdaj pa to prežgeš, ključni tukaj je rdeča lučka, potem pokazal, da je samo tako bilo. Dobro, a? Ja, fuj. Kaj boste pa naredili, ko bo zmanjkalo prostora? Pač, ko si zamisliš maketo delati, prvo moraš vedeti, koliko je veliki prostor. Pol pa vse ostalo temu prilagajaš. Narediš se en načrt, da vidiš, koliko boš rabil tirov, kretnic, pa tega, pa začneš delati. Prvo progo položiš, sprobaš vse v nulo, ko vse laufa, da vse špila, pol je pa na vrsti hribi, pa tiste stvari ostale. Kaj je pa pomembno za dobro maketo? Za dobro maketo je pomembno, da je čim boljše zdelaš, pa da imaš detajle, tako kot je ta postajališče, da so pač stvari, ki so dejansko v resničnem svetu. Vsaka lokomotiva ima tudi svoje ime, vsak tip lokomotive. Zakaj? Zato, ker recimo je prišla v nekem obdobju, ki je bil zelo nek pomemben politik in tako naprej. Ali pa sama oblika lokomotive, potem železničari v svojem žargonu jo poimenujejo. Zato je Gomulka po poljskem predsedniku Gomulki ima ime. To je skladišče iz postajališča v Tržišču, potem imamo sevniški skladišče, potem je to ena hiša iz kraja Lok pri Sevnici. Kje se pa te vlaki pa proga upravljata? To je vse se digitalno vodi, to se pravi, da vse komande pridejo na lokomotivo po tirih pa nazaj na postajo. Kako pa vi naredite, da lokomotiva spušča zvoke? Tu vklopiš zvok, sireno, pol bi lahko tudi paro, pa mora imeti seveda zvočni dekorder, to se pravi, da ima procesor plus zvočnik. No, a bo ta probala kaj voziti, da malo staviš, spelješ, to je pa hitrost. Ampak vsaka lokomotiva ima svojo proceduro, ona kar ne skoči takoj. Kako v resnici ne, ona počasi pospešuje, pa lahko ti daš takoj do konca. To lahko potrobiš. Vsi zvoki so posneti po resničnih zvokih lokomotiv. Kakšni so? Moraš prepeljati okoli postaje. Nikoli ne smeješ vlaka puščati na odprti progi, ker pol pozabiš, pa pride do karabola.